No, to je pa situacija danes. Rečemo cirka 12 ur po včerajšnjem zadnjem posnetku. Tole v ribiči dobro vejo, za kaj se gre. Pa tudi redni obiskovalci Šoštanjskega jezera. Tole je Asis. Že cele noge ima noter, pa še ni prišel do starega napušča za čovne, ki je prav tule noter med tema dvema kamejama, skalama. Asis, obrni se, ne tja hodi, pusti to. Lahko delate primerjavo z včerajšnjim zadnjim video posnetkom in današnjim, tudi tamne. Asis, pusti to. Da, se je voda kar fajn dvignala. Hvala Bogu, ta nasip je nekako zdržal vse skupaj, kot ponavadi. Upam, da tako ostane. To je edini, ko se veseli te vode, pa oni labodi tamle. No, pa tudi kak krab se bi najdel. Tole včeraj še bilo suho, tale del. Tamle je že pol metra vode višine, to so one skale ob robu jezera. Asis, ne tja hoditi. Ne tja hoditi. So že skoraj pokrite, ona klopca tamle se že nič ne vidi. Tule jaz ne bom šel naprej, ker je globoko. Več kot pol metra. Kaj naj rečem? Rabi kjer kaj vode. Ja. Tale ona nabrežina je do dreves v vodi. Se pravi, se je jezero razširilo v to stran kar za dobrih 10, 15, če ne celo 20 metrov. Oziroma še več, ker vidim, da je za drevesi tudi voda, pa da so drevesa čisto v vodi. Tule tale klopca, ko je še včeraj ven štrlela, ponosno, je čisto v vodi. Čisto v vodi, tja ne grem, ker nimam ribiških škornjev, imam navadne škornje do, oziroma pod kolen. Tako da lahko bi rekel, voda je. Ta 2, 3 v točki. Asis, ne tja iti, pa tu skrapi primer. Bi rekel, da te 3 v točki so še komaj da nad površjem. Kar je dobro, ker če ne bi bili nad površjem, tale nasip bi bil prenizek. Iz malega Tešjevega jezera, če gledamo. Ampak bolj pomemben je on nasip tamle dol, ko se vidi. Tako rob, če se vidi, ko se je zdaj začelo spet ulivati. Ta je bolj pomemben, tam je Velenjsko jezero, na drugi strani tega nasipa, ki je višji legi kot pa Šoštanjski. Se pravi, Šoštanjsko je nižje od Velenjskega jezera, kar bi bilo za Šoštanj, oziroma kjer za celo Šaleško dolino, katastrofalno, če bi se združila tako ta dva, malo in veliko Šoštanjsko jezero, se pravi Teševo in Družmirsko jezero. Ja, lepo še kjer gre, fajn močno dežuje, ne popušča, tako da tisto, da bi okoli 1-2 ure nehalo deževati, težko verjamem. Tam proti večeru pa mogoče. Proti večeru pa mogoče. Ja, tako da imamo vode, kakor si jo želimo. Pa še malo več. V Afriki se nam ljubosumni zdaj na to stanje. Ja. Tole še malo bolj od blizu. Tako da ribiči lahko greste loviti. Brez problema, lahko s park placa že lovite. Ja.
No, še pa šli malo na ono stran pogledati, da bomo malo zdaj na pauzico dali. No, tule se tu dobro vidi, da je voda prišla nad ta, ki bi rekel, obrambni nasipek. In si skoraj do teh dreves, ponavadi od teh dreves pa do tja slabih ali pa celo dobrih 10 metrov. Bomo še šli pa malo bliže tja pogledati. Tule se vidi en mičken hribčka, toga je 1/3 še od zunaj, ali pa mogoče celo samo 1/4. Pravi, tu ko je voda, se začne že kar strmo dol, kak meter globina in takoj. Tako da je prav zanimivo. Danes sem sicer mislil drona dvignati, rekel sem ga včeraj, pa ga ne bom. Ne bom ga dvignil, ker na oko zgleda vse v redu. Opozorila tek noben ne upošteva, tako da ga nima smisla dvigovati. Tule bomo dali še en insert od prascev, ki se jim reče človek. Tati ne prenašajo kuge, ampak kaj hujšega. To je vzgoja matere in očeta. Verjetno sta ista prasta, če ne večja. Takole. Še eni, drugi verjetno prasci. Upam, da ste starši ponosni na svoje potomce. Sploh te, ko to svinjarijo producirajo. Ja, tole že vidimo ostanke prascev in vode. To so klopi, ki so oddaljene od jezera cirka od 5 pa do 10 metrov. Ta je nekje, bi rekel, od klasike jezera, ko ne poplavlja, taki meter 30 v višino. Višje od jezera. Od tega drevesa pa do jezerčka v normalnem stanju je cirka 10-15 metrov mogoče. Klopi se še vidijo, da so nek. Te dve klopci sta oddaljene od jezera v normalnem stanju, mislim, da tam okoli 7-8 metrov. Kot vidite, jez še zadržuje vodo. Upam, da bo tole res malo nehalo s tem deževjem. Veluje tudi do svojega naredi. Veluje je prišlo kar ogromno vode. Tako od tistega drevesa tamle na koncu pa do jezera je cirka 25 metrov. 25 metrov v normalne stari seveda, zdaj je to sam še ene 4-5 metrov. Takole to zgleda. V Šoštanju jaz upam, da ne bomo doživeli kaj podobnega kot druge po Sloveniji. No, ta pa uživa, več ko je vode, bolj uživa. To je za danes vse. Če se bo pa vreme umirilo, bomo pa spet drona dvignali. Pa pogledali, kako je dejansko stanje na Šoštanskem
oziroma Združenih jezerih Šoštanja. Lep pozdrav.